Pozdravljeni! V tem videu bi rad reagiral na eno stvar, ki mi je bila posredovana. Sklepam, da gre za eno debato, glede na to, da je povezava do madover.net foruma. Na hitro sem samo odprl, da vidim, če je kak video, da bi lahko reagiral tukaj pred vami, ampak zgleda, da so samo neki komentarji. No, pa da ne dolgovezim, v glavnem naslov debate je: a je koncert Lee Sirk fucking pogorel? Sklepam, da so se ljudje kar razpisali, glede na to, da sta dve strani. Pa poglejmo, kaj so Slovenci pokomentirali na to vročo temo, ki se vleče že kar nekaj tednov. Včasih ga ta Eva kar konkretno zakuha, kaj ne? Torej, prvi komentar je v bistvu od uporabnika z uporabniškim imenom Pikolet. In sicer napiše oziroma sprašuje: torej, a je bilo veliko fanov na fucking koncertu 3 dni ali koliko nazaj? Ko jih jebe? In potem debato nadaljuje Antilopa. Saj bi šla, pa se mi ne da las pobarvati na vijolično, modro ali zeleno. Aha, ja, zdaj ko študiram od lanskega leta pa do letošnjega leta, ja, je imela neko drugačno barvo Lea na sebi, pač barvo las, mislim. Tako da pač verjetno pač apelira na to Antilopa. Bi bila pač vijolična Antilopa. Antilopa, glupa, je nadaljevala: te je kdo vprašal po barvi tvojih las po tvojim fucking glupimi možgani? Beri temu. No, ti pa se nauči raje malo slovnice, še bolj konkretno, kajti tukaj si malo narobe sklanjala gospodična Antilopa, glupa. Namreč pravilno bi bilo: te je kdo vprašal po barvi tvojih las pod tvojimi fucking glupimi možgani? Pa nadaljujemo. Uporabnik je vprašal, je sploh bil? Je pela sama sebi in tehnikom? Ja. To pa nihče ne ve, ampak mislim, da je bilo kar nekaj obiskovalcev. Polna luna je nadaljevala. Sama je bila 3 pikice. Nek članek do nekega, mislim, nek link do nekega članka. V glavnem, da hitro preletim, kaj se gre. Ja, v glavnem, Lea Sirk je dokazala, da ni samo pač pevka, avtistka, avtorica, ampak da tudi igra klavir, bas kitaro, pleše in je neusahljiv vir energije. Imela pa je zgleda, da na tem koncertu tudi nekaj drugih ustvarjalcev, tako da pač lušno. Verjetno so se imeli fajn. Tako da sklepam, da na Len koncert ljudje hodijo. In mislim, da tako je tudi prav, če si fan, pa če ti je muzika všeč, zakaj pa ne bi v bistvu šel. Zdaj pa dalje iščem komentarje, ker bi rad videl, kaj so še uporabniki madover.net forumov povedali. Aha, torej polna luna je napisala, da sama je bila 3 pikice, pol sem omenil tale članek. Potem je nadaljevala, da pod odrom so bile samo lutke. Jav, spet ne dela Google. Piši na support, ali kaj ne rečem, ne? Neskrbi je potem dodal, da luna oziroma polna luna naj ne skrbi, ker Google jo vedno gleda. Vedno. No, potem je naslednji uporabnik nadaljeval debato, ki sem jo prej omenil. In sicer uporabniško ime ima Lea ima jajca. In napisala je: Leo Sirk podpiram. Prave besede je našla za una 2 čudaka, ki sta groza od groze. No, tako hudobni pa ne rabimo biti. Mislim, nista čudaka, meni sta nekaj posebnega. Sta mi všeč, njuna muzika, ta pesem Sebi mi je res všeč in mislim, da nas bosta Zala Kralj in Gašper Šantelj zelo dobro predstavljala na Eurosongu. Tako da tudi, če pogledate recimo stavnice, nam še zaenkrat vedno napoveduje drugo mesto. Tako da mislim, da nam dobro kaže. In mislim, da smo tudi dobro zbrali na koncu. Potem je uporabnik, kako naj ti obrazložim, nadaljeval: ni rekla besed za njo. Sam zate je tole že pretežko, ker ni slih neka perla. Torej pač, ja, navezuje pač na prejšnji komentar in
malo je tudi užalil, da pač ni tudi ona nek biser. Tako da, to je pač življenje. Gremo dalje. Največ točk je napisal. Tistima dvema čudakoma je Lea Sirk dala največje možno število točk, tako da se mi zdi, da je v vsej zgodbi tej še najbolj čudna ravno ona. Pa ni čudna, noben ni čuden. Pač se pa strinjam, da je pač tudi pripomogla, da sta ona dva bila super finalista in kar jima je v bistvu dalo eno spodbudo oziroma, kako bi rekel, možnost, da se vrstita naprej, torej da postaneta predstavnika Slovenije na Euroviziji. In to jima je tudi uspelo. Tako se je zgodilo. Pikolet se je potem znova pojavil in pokomentiral: bolj na redko so posejani tile feni, ni baš videti polno, spredaj redki, zadaj najbrž nikogar, ne morem fucking verjeti. Jaz mislim, da tukaj v bistvu komentira plešavost in težavo s fedanjem. Namreč spredaj so redki, zadaj najbrž nikogar, torej nobenih las, torej tisto župnik frizuro iz srednjega veka verjetno omenja. In ja, da so bolj redko posejani. No, saj pač sklepam, da govori tukaj o plešavosti. Polna luna je ponovno komentirala: najbrž ni težko odpreti Leinega profila in pogledati več slik s koncerta namesto gibanja. Torej, ja, če te zanima, pač odpri net, poglej in preveri sam. In ne pljuvaj preveč, ali kakorkoli. Potem se je pojavil Nagoritec. Kaj je zdaj? Bil koncert ali ni bil? Je bilo kaj prizadetih narkomanov, metelkovcev? No, tako podobni pa spet ne rabimo biti. Ni šans, je potem dodal. Ženska predstavlja nek svoj album, poje pa komade od Gage in Cooperja. Je plačala pravice za petje njunih komadov, Primorske novice so edini cajken, ki je pisal o tem kao koncertu. Kaj to je kdo iz Sazosa? Je hotel že začopati Leo in je zakasirati mastne denarčke, da bo plačala za avtorske pravice. Nikoli se ne ve, kje nas se spremljajo. Lovilec svetlobe je potem dodal: se je zabat, da je kaj plačala, ja? Pa tudi nobenemu se ne splača tožiti, ker je Slovenija znana po tem, da ima šibke zakone glede tega. Priznan fotograf iz Denverja, nas in bla 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 bla, to nima nič veze, tako da kar nadaljujemo. Pikolet se je znova pojavil. Ko jebe fucking profil? Mislim, da se ta tip sam sabo menijo, ali ne vem, pač kar neke debate, najprej začne debato, potem pa gre iz poti in čist neke druge stvari omenja. Potem je pa dodal nekaj na to debato, tale Pikolet. Sem pogledal profil, pa ugotavljam, da je drill z profila ful podoben kameljemu samcu. Ljudi je bilo pa malo, čeprav je fotkano tako, da zgleda, kot da jih je veliko. No, pač, če si dober fotograf, potem lahko marsikaj prikažeš, ampak mislim, da vseeno je bilo kar nekaj lenih oboževalcev na njenem koncertu z gosti. Tako da, ne bi tak neprivoščljivi. Polna luna je potem vprašala: si vdahnil, kaj ne? Pikolet napisal: ja, Slovenija še ni dokončno šla v jarak. Pač, verjetno misli jarek, ne pa Y in dvojni R. Kakšna slovenščina to? Potem je pa se pojavila pobezljana puhoglavka, ki je dodala: meni pa je Lea Sirk všeč. Ima zelo dober vokal, je zelo dobra avtorica in glasbenica. Kaj, kdaj, kje je rekla, me ne zanima. No, ta je pa res čist v redu komentar. Kljub temu, da vzdevek puhoglavka, oziroma pobezljana puhoglavka, malo pa nezrečeno, ampak okej, pač ja. Se pa strinjam, da ima Lea zelo dober vokal, pa glede na lansko pesem je tudi zelo dobra avtorica oziroma glasbenica, tako da mi je bila res všeč lani. Potem pa seveda druga stran, tukaj se pa verjetno že zaključuje tale vroča debata. Pojavil se je Granitni Krof, ki je dodal: meni je ona lepa in dobro poje. Na Emi je nosila prečudovito oblekico. Nimam nič proti, če je malo uporniška, ampak se mi zdi, da je malček naduta od časa do časa, to pa folk zadnje čase ne tolerira več. Ne samo pri njej, pri vseh. Ja, delno drži, no, da pač je malo uporniška, naduta, kaj pa vem, je ne poznam. Pač
Show business je pač show business. Marsikaj je samo navzven, znotraj pa marsikaj drugače. Samo to lahko rečem. Flancat je potem dodal, na njene koncerte hodijo samo prizadeti. No, Slovenci, ne vidi tako podobni. Granitni Krof je potem hitro dodal, o petju vsekakor nimaš pojma. Glede grdega gobca prvo obvladaj svojega, potem se lahko obregneš šele ob druge. Ja, no, vsej, načeloma ima prav. Obrnjena slika je potem dodal, odkdaj so pa lasje pod možgani, a niso nad? Ja, dejansko, zelo dobro vprašanje in ja, lasje so nad možgani. Načeloma pač prekrivajo lobanjo, ja, in pod lobanjo se skrivajo tudi možgani. In v bistvu, s tem se je v bistvu zaključila debata, torej s vprašanjem, kje so lasje. Torej, šli smo od Lenega fucking koncerta do tega, ali so lasje nad ali pod možgani. Vsekakor zelo zabavna debata, če greš to res brat skozi. Vam bom dal link v komentar spodaj pod tale video. Ampak kar me je v bistvu najbolj presenetilo glede tega foruma, pa je v bistvu to, da kakšne vzdevke si dajo ljudje, ko želijo dejansko popljuvati nekaj, kar jim ni všeč, biti malo sovražni, neprivoščljivi, mičkeno hudobni do nekaterih javnih oseb in pač nihče ne upa se prikazati s pravim imenom, tudi včasih vem, da logično, zakaj se bi, ampak v nekaterih primerih eni pa le niso tako pogumni in raje pod nekim zelo hecnim vzdevkom pokomentirajo kaj. Tako da v bistvu me tukaj ni presenetila niti ta majhna zlobnost, pa branjenje in vsega, kar je pač bilo, vsega tega šmorna, ampak v bistvu me to sploh ni presenetilo. Najbolj me je presenetilo v bistvu sama osebina, torej v bistvu vzdevke, katere so se ljudje v bistvu nadali, torej Granitni Krof, Pobezljama puhoglavka, Pikoler, pa ne vem, Antilopa glupa recimo. Bolj kako se ljudje lotijo biti izvirni, ko hočejo nekaj res popljuvati. Takrat se dajo res te bizarne vzdevke, ampak tak pač je. Mislim, ne moram verjeti, ampak meni je bilo hecno, meni je bilo prav zabavno tole brati. Če vam je bil video dejansko všeč, mu lahko daste thumbs up, se naročite na moj kanal in v bistvu to je to za enkrat. Lepo se imejte, imejte se radi, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!